Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji V zakulisju. Ja, tokrat bomo v oddaji pogledali malce v zakulisju sindikalnega dogajanja v času recimo Šarčeve vlade, v času Janševe vlade, pa tudi kaj naša tokratna sogovornica pričakuje od vlade doktorja Roberta Goloba. Evelin, živjo. Živjo, Igor. Hvala, da si nas povabila v svoje stanovanje. Midva se že toliko let poznava, da se bova tudi v tej oddaji tikala. Če se strinjaš? Seveda se strinjam, z veseljem vas gostim. Svoj čas sva bila tudi skupaj v sindikatu. Sodelavca, ja. Sodelavca in predhodnika, pa ustanovitelj sindikata, pa prej sem že omenil Janeza Janšo, pa tudi prvi predsednik Slovenske socialdemokratske stranke Slovenije je bil ravno ustanovitelj sindikata KNSS Neodvisnost, France Tomšič, Joe Pokojn. Glede na to, da smo blizu, ne tako daleč od 1. maja, takrat se še posebej spomniš na svojega predhodnika. Seveda po njem je bil še Slavko Kmetič, pa potem Drago Lombar, no, zdaj si ti predsednica. Kakšen je tvoj spomin na Franceta Tomšiča? Zelo lep. Najprej zaradi tega, ker ko sem jaz prvič se srečala z njim, sem prišla v Ljubljano kot članica izvršne oziroma nadzornega odbora nekega sindikata v Iskri, ki je bil ustanovljen. In to je nekako po rangu, če tako gledam, ne, pa še bila sem takrat mlada, ne, to je bilo pred mnogo leti, ampak o tem zdaj ne bova govorila, ker pač ženske ne priznamo še vedno mlada, tega. Ne? No, recimo, da je tako. Moja vnukinja drugače priča, ne, ampak fino. In takrat imaš občutek, da je to predsednik na vrhu neke konfederacije, da je to ena, ker si pač navajen iz službe, da so tisti, ki so na visokih položajih, da se bojo tako malo nekako pokroviteljsko ali pa mogoče tako bolj držali do tebe, ne. On je bil že prvič, ko sem mu segla v roko prijateljski kolegica. To je bilo nekaj novega in jaz od takrat zelo rada uporabljam to besedo kolegica, ker on je takrat dal ti enakost z njim. In to je bilo neverjetno. Ogromno znanja, kako ogromno lepih vizij, kako bi on, in meni je žal, da so se stvari naredile na tak način, kot so se naredile, in mi je tudi žal, jaz sem do zadnjega ga prepričevala takrat, ko je Slavko Kmetič kandidiral, ko je bila zadeva narejena v to smer, da se njega, da pač on pade, ne. In da ne bo vodil tega sindikata, ravno zaradi tega, ker midva sva o tem že govorila, je bila ena vrsta uzurpacije tega sindikata, ki so ga hoteli prevzeti skozi železničarske sindikate, tisti, ki so naklonjeni bili takrat, ne vem, če so zdaj še, Janezu Janši in njegovem načinu, ker France se mu je uprl in je rekel, da sindikalno delo pa sindikat je ena stvar, politika je pa druga stvar. In da to lahko deloma sodeluje, vendar ne na tak način, kot si je predstavljal Janez Janša. In takrat je izgubil to možnost, da bi imel podporo pri njemu in takrat se je začelo to rušenje. Jaz sem do tega kongresa v Postojni, kjer smo potem
žal izvolili Slavka Kmetiča. Bolj za kratek čas, ne? Hvala Bogu, samo za 10 mesecev. Takrat do zadnjega poskušala prepričati Franceta, smo se skupaj peljali, takrat so nas gostili in smo šli v Postojnsko jamo in sem ga ves čas na tem vlakcu prepričevala, naj za božjo voljo kandidira. Ponovno nazaj. Takrat je kandidirala sicer z njegovo podporo Alenka. Orel. Ja, ona. Ampak tudi njej so ogromno polenov. Zdaj, jaz ne rečem, da bi bila ona slaba ali pa slabša od Tomšiča. Nikakor ne bi mogla biti France Tomšič. Samo njo so tudi takrat, kot jaz zdaj vidim, izredno grdo diskreditirali. In če zdaj preslikam to, kar se je zadnje 2 leti dogajalo, ali pa kar se še vedno dogaja, kakšen način diskreditacije je ubrala ta stranka, SDS zdaj. Ki jo je nekoč ustanavljal. Ampak takrat je bila Socialdemokratska stranka Slovenije, SDSS. Ustanovil jo je France Tomšič. Nikoli mu ni uspel, da bi predsedoval, ker že takrat je pokazal, na kakšen način želi zadevo peljati in so nastavili Pučnika kot prvega predsednika. Hmalj za njim je prišel pa Janša, potem se je pa ta zadeva spremenila, ker Pučnik je bil, jaz bi rekla, evropski socialdemokrat, ne? Naiven. Sploh si verjetno ni predstavljal, kakšen človek je Janez Janša in kaj bo iz tega nastalo. In jaz verjamem, da mu to ne bi bilo všeč, Francetu Tomšiču pa niti najmanj. Ni bilo, ne? Ni bilo, pa tudi zdaj, če bi vedel to, mu ne bi bilo všeč. Ker France Tomšič pa ni bil revanšist. On je sicer se zjezil, glasno povedal neko mnenje, če se ni upoštevalo ali pa neko trditev, ampak nikoli ni bil žaljiv. To so pa žalitve. In vse te diskreditacije, ki sem prej začela, kje vidim zdaj te podobnosti, so jih že takrat uporabljali. In očitno se jih da naučiti. Očitno. Oziroma se jih pelje naprej. Je pa bil takrat ta sindikat nekaj novega, ne? Tudi nekaj časa je izgledalo tako, da bo postal najpomembnejši v Sloveniji, ampak se ni potem to zgodilo, ne? Žal ne. Žal ne. Čeprav tudi jaz sem imela takrat idejo, da bo to pa nekaj drugega. Da bo to pa nekaj, kar bo uspelo. Ampak še vedno nisem vrgla puške v koruzo. To je malo smešno zdaj reči, v Sloveniji sicer več teh sindikalnih central. Kako pa je danes sindikatom KNSS Neodvisnost? Kako je s članstvom v sindikatu? Vse delavci danes, tudi te mladi, ne, ki niso šli skozi recimo življenje v bivši SFRJ, sploh še vključujejo v sindikalne organizacije? Tudi Zelo tuji slabo. sindikat. Zelo slabo. Ja, vprašal si, kako je s sindikati. Sindikati od 1993. leta, ki smo bili res dobro zastopani, bi rekla med 68-70% zaposlene populacije, smo zelo padli, pa o tem sva tudi že govorila, zakaj so nas takrat politike provladne, pa ne toliko opozicija, provladna politika nas je kar mečken podiskreditirala z raznimi zadevami, ki so bile, tako da je upadlo tudi samo članstvo naše. Medtem ko, zakaj se mladi ne? Ogromno imamo teh prekarnih, ne? Ampak tisti, ki so pa zaposleni, pa jaz mislim, da ne zaradi tega, da niso bili v Jugoslaviji, pa da tega ne poznajo. Ampak enostavno nimajo nekega posebnega zaupanja, da je možno, kar meni ni jasno, ker nihče ne ve, mislim, meni je to logično, ker tako dolgo sem tukaj, da sindikat je močan samo toliko, kolikor za njim stoji ljudi. Masa ljudi je pomembna in mase ljudi se vsaka vlada boji. Ker to je nekaj, zdaj smo videli, čeprav se Janez Janša ni hotel umakniti, petkove kolesarje. Tudi če jih ni bilo toliko veliko. Ampak včasih so bile pa mase večje, so se zgodile. Tudi 28. maja
Stevanovičevi ob sredah, recimo, ne? Dobro, jaz bi bolj rekla na te Stevanoviča, jaz vzamem z neko rezervo. Jaz bi rekla, da mogoče pa mu delam krivico, za kar se že vnaprej opravičujem, ker nisem še nikoli govorila z njim. Ampak jaz imam tak občutek, da človek je bil mal je v tistem trenutku našel eno tržno nišo, mal je vzel tistih, ki so bili anticepilci, mal je vzel tega unga in je skupaj sestavil eno tako maso ljudi, s katero je računal, da bo, no se zdaj neki, resnica je imela in odstotke, pač jih bo iz proračuna, bojo neki sredstev dobivali. Zdaj se bojo lahko pokazali, a so mislili dejansko nekaj narediti. Resno s politiko ali ne? Ja, ali pa se mogoče sam so se malo pozabavali, pa trenutno mislili, da bojo No, jaz preko sem dejal, ne, da naša generacija pozna sindikate tudi iz časa SFRJ, ampak je pa res, ne, moj spomin nazaj seže toliko, da se spomnim, sindikat bo uredil krompir, ne, sindikat bo organiziral kakšen sindikalni izlet, kakšen, pa mogoče, ne vem, še prašek se ga takrat težko dobilo, ne. Zdaj v kakšnih delavskih pravicah, ne vem, da bi se organizirale kakšne stavke, je bila tista ena prvih, ne, dobro, v Zasavju nekdanji rudari, ne, Ja, to ja. 58. leta, ampak potem pa Litostroj, ne. Litostrojska stavka. In France tiste Tomšič. potem bil nekako rojstvo novih sindikatov, ne. Zdaj smo v času, ne, ko smo bili na zborovanjih po 2 letih, ne, na kresovanjih. Jaz sem videl tu v Trbovljah na kipah, da je bilo res veliko število ljudi, ampak včasih, ne, so na teh zborovanjih delavcem, pa tistem, ki so prišli na zborovanja, vsaj prva leta po osamosvojitvi, spregovorili sindikalisti, ne, predsedniki sindikatov. Na Rožniku baje so, ne, so. Zakaj misliš, da zdaj ne toliko? Jaz ti bom čisto iskreno povedala, kako je bilo včasih. Ja. Ker jaz nikoli nimam navade nekaj skrivati, ampak to ni nič povezano z nobeno drugo stvarjo kot samo z denarjem. Aha. Ker včasih so bili organizatorji kresovanj sindikati, ampak to so bili tisti sindikati, o katerih si ti prej govoril. Ja. Ki so delali, so pripravili ozimnico, so delali oziroma organizirali sindikalne izlete, so zrihtali tudi svinjske polovice, zelje, ko je bilo treba pozim, krompir, jabolke, to se je vse uredilo. In takrat je bila to neke vrste družbeno-politična organizacija, to se je kresovanje se je pripravilo, je bilo pod taktirko teh, ki so bili v sindikatu in seveda je pol nekdo nekaj povedal, ali so mu napisali en govor, ali se je sam spomnil, eden od teh sindikalnih, bi rekel, ne vem, vodij, predsednika. Ja, funkcionarjev, včasih so tudi kakšnega mogoče iz Ljubljane povabili, da je bilo bolj pompozno, da so se stvari na tak način odvijale, samo zaradi tega. Zdaj pa organizator vsega tega pa plačnik je občina. Če hoče organizirati, mora pač to občina organizirati iz svojega budžeta plačati. In jaz sicer žal nisem bila v Zasavju, ker sem bila med prvomajskimi počitnicami na drugi lokaciji, čisto iz enih drugih razlogov. Ne vem, a je županja govorila? Podžupanja, ja. Podžupanja, ja, županja je zdaj že visoko pričakuje, ne? Se pričakuje, ja, kar je lepo, prav, da je tako naredila. Se pravi, podžupanja je nagovorila, no, na Rožniku je pa še vedno zadeva narejena na tak način, da na predvečer, ko se prižigajo kresovi, takrat govorijo sindikalisti. Tudi jaz sem govorila 2-krat na Rožniku. Ampak te sindikalisti tudi organizirajo del in tudi financirajo del tega. Ne samo občina. Zato je naslednji dan, na 1. maj, je pa govornik župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. On ima pa to, pa partizanski pevski zbor, ki je redno pri njemu tudi ne samo na prvomajski prireditvi, tudi zdaj na slavnostni seji sem prepričana, mestne občine Ljubljana bo nagrado 9. maja, nam je še vedno, kadarkoli smo bili tam, zapel partizanski pevski zbor in
verjetno bo tudi Svetlana Makarovič prisotna, ker on je mal, bomo rekli, dobro ve, kaj je treba. Je tudi nagnjen k temu, ker pač prihaja iz takšnega okolja, ampak človek ve, kaj v tem trenutku rabi nekdo, ne? In se zna, to je njega vedno naredilo uspešnega. Zdaj, našo županjo sem jaz, videla so o tem že, mislim, da enkrat v eni od oddaj govorila, enkrat prijazno sam namignila, ne? Da sem pa jaz tudi tukaj v Zasavju, pa da bi Pa da si mogoče predsednica znala, sindikalne centrale. Ja. ja, pa da bi znala kaj pametnega povedati na tem, ne? Pa ni bilo nobenega Posluha. odziva. Ampak bomo videli, mogoče se bo pa zdaj stvar spremenila. Pa bo, ne? Pa se kdaj kaj spremeni, pa bo drugačna ta politika postala. Ja. Že prej uvodoma sem omenil, da bova govorila tudi o tem prvem delu vlade, v katerem je bil predsednik vlade Marjan Šarec, pa minister za javno upravo Zagorjan Rudi Medved. Rudi. Kako si gledala ti na tisti del vlade? Je bila tista vlada sindikatov bolj naklonjena oziroma se je dalo takrat več pogovarjati? Je bil takrat socialni dialog ali ni bil? Socialni dialog je bil. Mi smo normalno komunicirali. Za tiste, ki ne vedo, kaj to je socialni dialog? Tega je več vrst. Glavni, s katerim se recimo pogovarjajo sindikati z vlado, poteka na ekonomsko-socialnem svetu. Tukaj je ta res izmenjava mnenj, kjer se vlada, delodajalci in delojemalci usedemo skupaj in se trudimo doseči nek konsens na vsa tista vprašanja, ki se pač tičejo ne samo delovnopravne zakonodaje, ampak tudi sociale. Mislim, da kar velika večina teh zakonov, ker recimo Ministrstvo za delo je glavni predstavnik vlade, medtem ko sodelujejo pa tudi minister za javno upravo je vedno povabljen, Ministrstvo za zdravstvo je vedno povabljeno, gospodarsko ministrstvo se včasih povabi, oni imajo pač svoje, ampak se včasih, finančno ministrstvo, se pravi vse te zadeve, ki se tičejo, se urejajo na ekonomsko-socialnem svetu, na vrhu zakonodaja, to so pač pravila, da ne bova predolga, pa ljudem potem, ker jim to ni toliko razumljivo, je treba kar dosti stvari poznati pa vedeti. Potem je bipartitni socialni dialogi tečejo med delodajalci pa sindikati na področju posameznih dejavnosti, ki jih imamo v Sloveniji, in tam se pogajamo pa za kolektivne pogodbe različnih dejavnosti. Trgovina, jih je kar tam okrog 30, škoda, da jih naštevava, ker bi bilo res preveč. Na drugi strani, govorim zdaj o gospodarstvu, imamo pa tudi socialni dialog v javnem sektorju, kjer imamo pa samo eno pogodbo kolektivno za javni sektor, ki je zdaj trn v peti marsikomu, pa ni tako slabo mišljena, kot se zdaj prikazuje, in niti ne tako slabo bila narejena v samem kontekstu, ker je podobna, kot ti se boš spomnil, ker si bil sindikalist, splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti. To je bila krasna zadeva. Žal je bila odpovedana strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Žal, ja. Ja. Podobna zadeva je. Splošne so bile pa potem podjetniške. Tako, in niso mogle iti nižje, in že ta je nastavljala neke standarde, ki so bili višji od zakona. Tako, zdaj je pa to čisto odvisno od tega, ampak to so že druge politične zadeve, ki so jih poskušali morda nekateri sindikati iz raznih razlogov. Ali so čutili, da bi bilo to boljše, ali so pa mogoče tudi hoteli ščistiti ta prostor, kot si že prej omenil, ko postanejo sindikati moteči, da se malo preveč razvijajo, ali pa da imajo možnost, da bi postali večji. Tvoje vprašanje prvenstveno od socialnega dialoga je bilo tudi ta dialog, ja. Za vlado Šarca, ki je začel Šarec, je kar težko mu bilo, ker manjšinska vlada je problem, ker ti nisi nikoli toliko siguren, a boš uspel doseči nekaj na drugi strani. Ampak
pripravljenost na to, da se pogovarjamo, da se tudi karkoli dogovorimo, pa da ostanejo stvari takšne, kot so, in da ti dajo da dajo socialnemu dialogu in predstavnikom, to nismo sam sindikati, so tudi predstavniki delodajalcev v socialnem dialogu, da jim dajo to Upanje. Ne upanje, v bistvu, da je to ta tvoja dejavnost in da te jemljajo resno kot partnerja in da bo skupaj, vsak bo nekaj prispeval in da bomo naredili nekaj dobrega. In to je pač potekalo. To je bila pri Šarcu ta zadeva možna. In smo se pogovarjali, Rudi Medved, kar se tiče javne uprave, jaz sicer ne bom komentirala, kako je bilo na pogajanjih, ampak na ekonomsko-socialnem svetu jaz nisem imela nobenih pripomb čez njegova izvajanja. On je zelo tako umirjeno deluje in tudi, če kaj ne ve, se da podučiti, tako da z njim bi po moje več vedeli povedati kolegi, ki so direktno v javnem sektorju. Medtem ko od začetka smo imeli ministrico, pa da ne bom zdajle mi zleteli iz glave, ki je nadomestila, ker Anjo Kopač Mrak smo imeli tako dolgo, da smo se na njo že vsi navadili. In je bila dobra ministrica za delo, sicer se je bilo z njo zelo hudo pogajati, ampak kar smo se spogajali, je ona znala braniti na vladi. To je tudi ena izmed zelo pomembnih stvari. Potem je bila pa ta, ne vem, Klamfer, ja. Ona se je maksimalno trudila. Res se je trudila in je imela tudi krasnega državnega sekretarja in oba skupaj sta delala za moje pojme v pravo smer. No, potem se je pa zadeva spremenila. Je pa vlada padla? Je pa vlada padla, čeprav sem jaz prej uporabila ta izraz, ki ga uporabljajo janšisti, da je Šarc vrgel puško v koruzo, ni res. Enostavno se na tak način ni dalo delati, ker je imel probleme s tem, da ni mogel biti siguren in določeni so to lahko izrabljali v svoj prid. Politika govorim. In potem je vlada pač žal padla in je v mal nepravem trenutku, ker nas je dobil še tale COVID. Naivno je pa verjetno mislil, da bodo tudi stranke naklonjene v njegovi ideji, da gredo na predčasne volitve. Tako, jaz mislim, da je, ne vem, če je bil ravno, ja, naiven. Predvsem pa ni imel večine. Nikoli pa mogoče ni mislil, da se bo zgodilo to, da bojo nekateri izdali svoje volivce, pa izdali svoje stranke, pa prestopili na drugo stran. Ker so prej še v volilni kampanji 2 leti prej nazaj govorili, da pač ne bodo šli, ne? Ampak verjetno smo zdaj do konca, ko so se oklepali teh svojih stolčkov, smo videli, zakaj je to bilo. Zakaj se je taka sprememba naredila. Razen nekaterih izjem, ki so vmes spoznale, da pa to pa res mogoče moralno ne moreš več podpirati. Ne? No in ko sem delala tudi intervju za Reporter, vem, da si bila zelo oštra do nove vlade Janeza Janše, do tega socialnega dialoga, ki ga ni bilo. Ne? Kako lahko to bolj slikovito še poveš? Najbolj slikovita pripomba, pustimo zdaj samo politiko pa predsednika vlade, ki je nastavil take ljudi, da je bil Janez Cigler Kralj, ki je bil imenovan za ministra za delo. Ja, tako je. Do zdaj, od vseh ministrov na ministrstvu za delo, za moje pojme najslabši. Pa smo jih imeli tudi iz kvote recimo desno usmerjenih strank že prej. Recimo Miha Brec tudi, ne? Seveda, pa se je dalo z njim pogovarjati. Ja. Zakaj je bil najslabši? Pa mislim, da je tudi Vizjak Andrej, ne? Bil tudi nekaj časa, ne? Je bil tudi nekaj časa, ampak jaz o Vizjaku imam spet eno malo drugačno mnenje, kot o Brejcu, ne? Pa ne bi glih, ker Vizjak, pustimo raj, te njegove zadeve, ki jih ima. Glupi dolgi. Zna biti, da bomo za njega še kdaj kaj slišali okoli teh stvari. Zakaj Janez Cigler Kralj? Ker njemu se je od začetka verjetno točno videlo, kdo mu diktira. In kaj lahko pove in kaj ne sme. In po moje je bilo prav načrtno strani, zdaj jaz lahko rečem, da je to predsednik vlade kriv, ker si je take ministre nastavil in če bi ne bilo temu tako, potem bi jih tudi okrcal, če bi videl, da to na tak način peljejo.
Ker če ti ne razmišljaš svojo glavo, da ti nekdo lahko diktira, kaj boš povedal, pa da ne smeš dopustiti socialnega dialoga. Kje sem to videla? Na prvem srečanju, ko smo bili povabljeni na Brdo pri Kranju, zato da smo imeli dosti prostora, ker so bili COVID ukrepi in da smo se tam dobili in da je bilo vse tako, kot je bilo potrebno, smo se prvič v živo srečali z novim ministrom, ki je sicer naredil kot vedno vtis teh čiste petke, ne, pa vidimo, kaj se s to čisto petko dogaja, ne, ker en po eden padajo zaradi nekih čudnih zadev ali pa se znajdejo v nekih čudnih zadevah. On je bil prijazen, ustrežljiv, vas bomo poslušali, smo vas slišali. Ni pa povedal, da nas nikoli ne bojo uslišali, ne. In na prvem srečanju takrat smo recimo večina, zdaj čas je šel naprej, ne, čeprav so oni postavili za digitalizacijo Andrijaniča, pa so rekli, da on bo zdaj čuda naredil, smo že kar malo digitaliziran, tudi nekateri, vsaj tisti, ki smo na tem nivoju že toliko časa in sindikalisti in delodajalci, predstavniki imamo ponavadi s seboj, če ne tablice, pametne telefone, pa kakšen laptop, da se to naredi. Zakaj? Zaradi tega, ker na ekonomsko-socialnem svetu se ti lahko tam lepo priklopiš, zadevo spremljaš tukaj in komentiraš in imaš vse pred seboj, se lahko tudi zadeva spreminja, neko besedilo, če usklajujemo nek tekst, je tam krasna sekretarka ekonomsko-socialnega sveta in ona to res fascinantno lahko naredi. In ti, ko nekaj, ker mi moramo vedeti, da če mi nekaj sodelujemo, pa imamo vsi pravico, da nekaj predlagamo in da se potem ta tekst popravi v tem smislu, ne. Če pa ti prideš opremljen z vsem tem, ne, in ti Janez Cigler Kralj reče, da takega gradiva na ključku ali pa na mediju ali pa nima, pa smo ga vprašali, če ga ima v pisni obliki, da ga ima, ampak da ga ne sme dati. To je bila že tista, ki je meni začel malo, mi je zasavska kri malo zaorela, pa sem se potegnila nazaj, ne. Potem, ki je pa izjavil še toliko, smo rekli, no pa bi vprašali nekoga, če pisno, pa bomo lažji, pa karkoli neki, smo poskušali, ja je rekel, se nimam ta zadnje verzije. Aha. In zakaj smo mi pol tle? In takrat prvič se mi je zdelo, da tole bo pa polomija in mi je žal, da sem imela prav. Ker pol je bila pa polomija, čeprav se je pa videlo, da je Janez Cigler Kralj kasneje, ko so se utrdili, pa ne sam SDS, tudi Nova Slovenija, ki so se utrdili v vladi, pa so videli, da imajo tam za sabo vse tiste, ki seveda zaradi določenih razlogov to podpirajo, je pa pokazal tudi greben. Za njegovo kuliso tega prijaznega, čutečega ministra za delo, socialnega delavca, ali kaj on ne vem, da ga ne bom slučajno tukaj, se skriva marsikaj. Pa da ne bom slučajno predelčila, človek, meni osebno se zdi izredno pregnan in je točno vedel, kaj počne in zakaj to počne. In zakaj nas reže stran. Ni bilo potem samo tisto, da mu je, zdaj ali je hotel predsedniku vlade ugajati, da je res dober vzel na znanje tisto, kar mu je on naročil, ali so kakršnekoli druge agende, ampak s tem, ko so nas odrivali, so lahko počeli, kar so že počeli. No in zdaj tak zunanji opazovalec, ko pa to spremlja, je pa na eni strani, ti praviš, socialnega dialoga ni bilo, ne, ni bilo teh, praktično ni bilo poslušanja, ne. Kak zunanji opazovalec bil pa dejal, ne, se je bilo pa veliko bombonov, ne, dodatki za delo na COVID oddelkov, potem... To smo se tudi mi zraven pogovarjali. Ampak tudi recimo za študente 150 €, za upokojence, ne, se mi zdi, da se je včasih kar delilo bolj helikoptersko, kar vsem tudi mogoče kakšnem, ko pa res ni potreboval, ne, takrat kakšnih bombončkov, ne. No, vse to... Ker se bo plačalo slej ko prej, ne. Ja, vsi bomo imeli to Ne, na in je našem izgledalo, računu, da pa ne je samo mi. delavstvu ali pa nizkemu sloju naklonjena vlada.
Zdelo se je, ja, ampak je pa vprašanje, če je bilo to potrebno. Ker da ne bo to razumljeno narobe, ne. Upokojenci v Republiki Sloveniji imajo prenizke pokojnine, mizerne pokojnine, da ne bo to narobe razumljeno. Študenti imajo tudi tisti, ki morajo delati, ker jih je veliko takih, ki morajo delati, da lahko študirajo, zaradi tega, ker so tudi plače prenizke, ker jih ne morejo starši sfinancirati, ker še sebe komi preživljajo, se trudijo in tudi oni imajo pogoje slabe. Zato sem povedala, da bojo vedeli, kakšno mnenje imam o tem. Plače so slabe, pokojnine so slabe, marsikaj je slabo. Ampak to še ne pomeni, da recimo SPIZ, blagajna, ki je ločena, ena od blagajn, ki jih imamo skupaj spada pod proračun, ampak je ločena in se ve, zakaj je. In jo proračun tudi dopolnjuje, kadar zmanjka in zdaj velikokrat zmanjkuje, pa se jaz bojim, da bo še večkrat zmanjkalo zaradi takšnih in podobnih potez. In ta blagajna je funkcionirala v času covida. Vse te stvari so funkcionirale, gospodarstvo se je ustavilo. In tistim, ne govorim samo o gospodarstvenikih, ki so potrebovali takrat neke injekcije, da bojo potegnili zadevo naprej, da bo potem to vleklo vse skupaj, ker gospodarstvo financira vse. Tudi tisti delavci, ki so bili na čakanju, pa razne panoge, ki so dejansko bile v momentu ukinjene. Gostinstvo, turizem, take stvari. Enostavno se ni dalo, veliko je tega bilo in tem bi bilo treba pomagati, ne pa da smo talali bombončke. Mene boli, največji bombončki so tam, ko si nekdo pa sploh ne zasluži denarja iz proračuna. Ne bombončka, ne pomoči, ker po mojem mnenju nima pravice do tega. Verski uslužbenci. Verski uslužbenci naj me ne razumejo narobe. Jaz sem že nekoč dejala, delodajalec verskih uslužbencev je znan. Kdo je? Rimokatoliška cerkev je delodajalec. Če so pri njih zaposleni, naj imajo enake pogoje, kot imajo naši delavci pri svojih delodajalcih. Če imajo težave, jaz sem pripravljena ustanoviti sindikat. Pa marsikjer od mojih kolegov, sindikat NUN, sindikat, ne vem, katehetov, župnikov, karkoli hočejo. Ampak naj imajo enake pogoje kot naši delavci. Ker naši delavci nimajo te možnosti, da jim država plačuje prispevke in davke. Kar se njim dogaja in se je v času teh PKP-jev, protikoronskih paketov, so hoteli, to smo mi rekli, da so podtaknjenci, se je hoteli to še povišati. In potem, ko so sami začeli dirigirati, so jim te prispevke še zvišali pri vplačilu, ker prej so bili omejeni v določenih odstotkih. In zakaj je bilo treba njim plačati in to, pa še zraven so dobili ta enkratni, ali kaj je bil ta univerzalni dohodek. To bi bilo bolj primerno dati gostincem, pa takim, ki so izgubili možnost do tega, da se sploh preživljajo, ker pa bojo rekli, ja, tudi verski uslužbenci se preživljajo. Seveda se, ampak oni dobivajo te, vedno rečejo, da te pobirke, pa to, da to njim ne zadošča. Ja, potem niso nič skoraj izgubili denarja, ker če pobirk ni bilo, ker pač maš ni bilo, morajo se od nekje druge financirati. Zakaj jih bomo zdaj mi vsi financirali, pa ne me tudi narobe razumeti. Jaz vsako vero spoštujem. Vero. Cerkve so pa inštitucije, ki jih sestavljajo ljudje, ki imajo svoje vodstvo, ki imajo svoje cilje, tako da tukaj ne delamo te razlike. Ampak za moje pojme so bili verski uslužbenci tukaj popolnoma brez veze nagrajeni, ko bi se ta denar lahko porabil za kaj drugega. Si pričakovala to, kar se je zgodilo zdaj 24. aprila, da se bo zgodilo? Jaz sem bila do zadnjega momenta prepričana, da se bo zgodilo.
Mal sem se bala tega stroja desnega, SDS-ovskega stroja, sem se jaz malo ustrašila, ravno zaradi tega, ker so to utečeno je, videli smo, kakšna populacija, koliko je ta populacija stara, kdo za njo agitira, kdo spodbuja, da naj se udeležujejo teh volitev, in sem se bala, da na tej levi strani, levo-sredinski strani, kjer je prišel zdaj gibanje Svoboda, da ne bo, da bosta tako, ne, zelo približno isto. Čeprav sem upala, ankete, ampak potem se je začel pa to spreminjati, sem pa jaz dobila en občutek, predvsem sem pa računala na tiste, ki so se do zadnjega momenta nekako neopredeljeni, a bom šel ali ne bom šel, pa je volilna udeležba že v prvih dneh predčasnih volitev bila tako visoka, pol je pa meni bilo jasno, da se nekaj dogaja, da ljudstvu, da državljanom ni več, da imajo dovolj tega. In ko sem pa videla, koliko mandatov, sem bila pa še veliko bolj zadovoljna. No in kaj pričakuješ zdaj od zelo verjetnega predsednika vlade, doktorja Roberta Goloba? Glede na to, da je tudi sam gospodarstvenik, da pozna gospodarstvo, pa tudi kako politik. bo znal, tudi politik seveda, kako bo znal sindikati po tvojem? Zdaj, če omenim recimo tiste, tudi v zdravstvu, ne vem, sindikat nima toliko v zdravstvu, ampak ta skupina je res podhranjena, kar se tiče Obup. Plače. Da ne govorimo tudi v kakšnih podjetjih, kjer celotni imajo javni sektor, delavci skupina J. manj kot je minimalna plača, pa mora potem še država nekaj primakniti. Ne? Kako gledaš na njega? Na njega kot na predsednika vlade. Jaz bom tako rekla, čudežev ne more delati, ker nima čarobne paličice. Ampak jaz upam, da bo okrog sebe zbral ljudi, ki bodo to lahko delali. Da bojo ljudje, ki ne bojo politično preveč obremenjeni, ker ne moramo reči, da bojo politično čist neobremenjeni, ker je Slovenija tako majhna, da je zdaj v danem trenutku zelo težko najti ljudi, ki so pripravljeni, pa kompetenten, pa tak ali pa drugačen. Se pravi, da bo zbral primerne ljudi, da bojo lahko izvajali. Jaz verjamem v njega, da socialni dialog mu bo pomemben, mu je pomemben, ker vidim, da tudi nevladne organizacije precej spoštuje, vključuje in da do tega ne bo prišlo, kot je zdaj bilo, ne? So bile nevladne organizacije trn v pet, to je treba urediti, da ne bo nobenega financiranja, da bojo pocrkali, po domač povedan, eni. So pa bile tudi nevladne organizacije, ki so bile malo drugačne, ampak to so bolj politične teze. Zdaj, kar bomo videli pri izbiri njegove vlade, ministrov, zasedbe ministrov, to nam bo že dalo vedeti, kam, v katero smer on gre. Ne? Meni je bila pri njemu v samem tem gibanju Svoboda všeč, jaz sem si prebrala pač njihove, ker si jih moram. Pa ne zato, da bi, prvič zato, da se bom odločila pravilno kot državljanka, komu bom zaupala, ker vsi, ki so zdaj dobili mandate, imajo samo zaupano državo, jo niso dobili, da je njihova last. To je že kolegica Lidija lepo povedala in pod prste bo treba čisto vsakmu gledati, ker se stvari vedno lahko sfižijo, ker ne moreš vsega, Robert Golob ne bo mogel biti hkrati na vseh koncih, da bo pazil. Ne. In z vrha se mogoče vidi lepo, ne, ampak ko prideš ti malo nižje, je pa slika drugačna. In tukaj bo treba paziti. In v programu, ki jih moram pa pogledati tudi kot predstavnica pa predsednica sindikata, pa ne zato, da bi se politično opredeljevala, ker je bilo velikrat tudi, ker sem bila kar malo aktivna zoper to vlado, tudi v raznih svojih komentarjih, pa ni bilo tudi ne zaradi politične opredelitve, ker v prejšnji oddaji pa malo sva že navezala že zdaj, je treba vedeti, da jaz sem bila članica SDSS, Tomšičeve, Janševe pa nikoli. Tako da vemo razliko. In potem smo se pa pri nas še v času kolega Lombarja dogovorili, da bomo apolitični. Predsedniki ali pa funkcionarji na višjih funkcijah
apolitičen, kar pomeni, ti lahko simpatiziraš, ne moreš biti pa član. Ne moreš se direktno, politika ne sme biti tisto vodilo, kar je prav. Sindikat mora delati za svoje člane. Ni važno, kakva vlada je na poziciji. Če bo ugodila, da se boš z njo lahko pogovarjal, da boš dosegel konsens, pa tisto, kar misliš, da je dobro, pa kar si ljudje želijo, je vsaka vlada dobrodošla na drugi strani mize. Zato smo tu. In zato sem si, da nadaljujem tisto misel, prebrala te njihove programe in mi je bilo všeč, ker je že takoj na začetku razkril, da bo doktorja Loredan, Bešič Loredan, je po vsej verjetnosti, najprej ga je imel sam za nasvete v tistem delu programa, po vsej verjetnosti pa zna biti, da bo minister, zdravstveni minister. Jaz mu želim sicer vso srečo. Človek ima zelo dobre ideje in tudi na stališčih, na katerih on stoji, jaz to v celoti podpiram. Boj proti korupciji tudi. Ampak lobiji so zelo močni in zato bo rabil močno, korajžno ekipo, ki bo speljala, ker jaz verjamem, da se da. Ampak ja, korupcija, koruptivnost, videli smo, vse stvari se lahko spreminjajo, ne? Vsakdo se lahko spremeni iz kakršnega koli razloga, tako da tukaj bom imel težko delo, ampak všeč mi je bilo, ker sem ga poslušala tudi v oddaji 1 na 1 od Slaka in je bil za moje pojme ta prav, za nekaj spremeniti na tem področju. In bo tudi verjetno trd pogajalec, ker sindikati delamo tudi na Ministrstvu za zdravje, mi smo zraven, ne. Smo tudi bili pri temle zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je zdaj skrpucalo od zakona, ker tako slabega zakona pa tudi jaz še nisem videla, se opravičujem. Državna sekretarka prihaja iz Trbovlj, doktor Alenka Forte, zdravnica, zato dam od spredi doktor, ne, s privatno prakso tule, neki ima tudi verjetno, ne vem, ima koncesijo ali pa nima. In če je res tako dobra internistka, kot nekateri pravijo, jaz tega ne vem, ker bi bilo boljše, da ostane tam in opravlja tisto, za kar se je učila, pa verjetno, da dobro opravlja. Medtem ko politika pa ni za njo. In vidim, da se že dolga leta trudi na vseh možnih pozicijah, zdaj je bila celo v Zagorju kandidatka. Drugič, ja. Ja, in zakon o dolgotrajni oskrbi, ena ključnih stvari, ki jo čakamo res veliko let, je bil že skoraj pripravljen še za časa Šarčeve vlade. Po prevzemu je prišla ona na to, smo imeli preko Zoomov neki srečanj v zvezi s pogajanji med PKP-ji, smo se pogovarjali o teh nujnih stvareh, ki bi mogle biti narejene. Nam je bilo obljubljeno, da pripravljajo osnutek, se smo ga že imeli, in potem pride to skrpucalo ven. Mislim, ta zakon, pa boljše bi bilo, da ne bi bilo nobenega zakona, zakaj ga tako dolgo ni bilo, da ne bi bilo takega zakona, ker potem, ko imaš ti neko tako stanje zatečeno, kot je zdaj, je težko popravljati in to je, ta zakon je, po domač povedan, tukaj se ne ve, kdo pije, pa kdo plača, pa kdo bo plačal naprej. Pa niti se ne ve, kaj bojo črpali iz tega zakona. In zato rabimo na Ministrstvu za zdravje ljudi, najprej ministra, ki bo vedel, kako ekipo si bo postavil, in potem ljudi, ki bojo delali v tem smislu. Verjetno pa tudi zelo podobnega pa sposobnega ministra tudi na Ministrstvu za socialno delo in družino. Delo, družino in socialne zadeve. Kot kažejo stvari, bo verjetno to dobila Levica, ne? Ja, jaz točno ne vem, če bo kandidat. Levica je se pokazala, da o sociali pa o delavstvu kar precej razmišlja in da ima, meni so njihove zadeve, njihovi predlogi, so mi v nekaterih delih všečni. Samo včasih je tako, ne, da dobro bo, če bo tekel konsens in jaz mislim, da bo, ker Levica nas je tudi zdaj, ko je bila v opoziciji, povabljala večkrat k sebi in se zanimala kako in poslušala nasvete, kako bi bilo na nekem področju, ki so ga želeli spremeniti, kako bi bilo potrebno urediti. Zato jaz mislim, da bo z Levico
kdorkoli že bo minister, se bo dalo delati tudi na delovnem ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bojo prisluhnili, da bojo znali poslušati. Tako da tukaj ne vidim nobenih težav. Tudi za SDM, če bi bil tisti, ki bi pretendiral, ker to je bilo veliko let v domeni SD-ja, bi se verjetno dal ujeti, ne. S tem ministrom smo ga pa imeli v Janševi, oziroma še vedno je, ne, dokler do 13. maja, takrat bo ta zadeva končana, ko bo prva seja novega državnega zbora. Vlada bo še potem do ampak imenovanja drugega. vladajo pa samo nujni posli, ne. Drugače pa ostanejo druge stvari. Jaz sem velikokrat rekla, da nimamo mi, sindikati nima, oziroma delavci nimajo več svojega ministra, delodajalci so imeli pa dva. Za gospodarstvo. Ja, so imeli pa dva, ker ne glede na to, kakršenkoli že Počivalšek, vsaj pogovarjali so se na njegovem ministrstvu, so se delodajalci pogovarjali. Kakšen je bil razlog, ne bomo nikoli vedeli, zakaj so se pogovarjali solo, pa da so je to dopustilo, medtem ko mi se pa nismo. Na delovnem ministrstvu pa ni bilo nobenih pogovorov, oni bi so nas parkrat poklicali, so nam povedali, kar nam imajo zapovedati, smo vprašali, če se da kaj spremeniti, so rekli, da to je dan deal, da bojo sicer vprašali, če se da, ne vem, koga je treba vprašati, če se da, če je to resorno ministrstvo, in pa smo zvedeli, da se to ne da, ker je to šlo že naprej, in pa so oni pisali, lepo v Evropo javljali, da imamo socialni dialog. Socialni dialog ne pomeni, da ti nekoga obvestiš o nečemu, pa mu nekaj poveš, tako le bom naredil. Ker to lahko vidi vsak državljan na straneh, na teh elektronskih državnega zbora, predlogi, zakonov, kakšna so mnenja, to vsak lahko vidi. Dialog je tisti, ko teče med partnerji, kjer se vsebina spreminja z vzrokom. In mi smo še vedno na stališču, da mi poznamo svoj del želja in tistih stvari, ki jih je potrebno urediti, ker tudi sindikati vemo, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno urediti, ne samo za delavske pravice, da bi se izključno, zdaj pa kar pravice, tudi kjer vidimo kakršnekoli obveznosti, ki se jih lahko lažje uredi, pa da se recimo neki doseže, da delodajalci ne bojo imeli toliko recimo bolanih ljudi, ker tudi tukaj sodelujemo, ker recimo ergonomske pa delovna mesta, izčrpavanje, vse te stvari povzročajo, da ljudje zbolevajo in delodajalec s tem ni naredil ničesar, ker zgublja delavca. No, v glavnem, zadeva je taka, ne, da tu ni bilo nič drugega kot samo seznanitev in zato smo mi takrat enostavno prenehali, ker da bomo pa mi hodili na seje ekonomsko-socialnega sveta, ker nam bojo neko čitabo prebrali, zdaj tole imate, ne, zdaj ali sprejmete ali pa ne, nam je vse in ker mi gremo že naprej po domač povedan, hvala lepa. No, mogoče čisto v koncu še kakšno besedo o tem. V času volilne kampanje je zelo verjetni predsednik vlade Golob dejal tudi to, da bi on malce drugače obdavčil tiste, ki imajo večje plače, malce več, pa tiste, ki imajo nizke plače, manj. Ali nič. Teh je pa zelo veliko ali pa nič, ja. Tudi kar se tiče stanovanj za mlade družine. Lepo se sliši, ne? Pa se lahko to zgodi? Zdaj, ljudje so si to zapomnili, verjetno. Ne? Jaz mislim, da se lahko. In jaz verjamem, da se bo v to smer trudil. In tudi drugi se bomo mogli truditi, da bomo do tega prišli, da mu bo uspelo. Čeprav zdaj vidimo, kakšne dezinformacije krožijo, kako iz konteksta ven so vzete razne te njegove izjave v zvezi s tem, ko je karikirano povedal zase, ki ni imel slabe plače in jo je tudi pokazal, povedal in jo nikoli ni skrival, da on ne potrebuje več denarja in da zakaj bi mu ga več ostalo, ker ta davčna reforma, ki jo je ta vlada naredila, je razbremenila tiste, ki imajo
enormno visoke plače. Da nam ne bodo šli ven, ne? Po drugi strani pa, ko pa slišimo številke, jih pa ni Sredina nam veliko. manjka, sredina nam manjka. Delavstvo ni dala nič, čeprav so nas sindikate takrat po prangerju vlačili, ampak če si delavec želi 13 evrov na mesec, pa da je to za njega tisto, kar bo dobil, in s tem, da niti ni od delodajalcev bilo vzeto, ampak da je tukaj za prikrito financiranje gospodarstva, ker se dviguje splošna olajšava, sredine nam manjka. Mi imamo ali enormno Visoke plače, ne? visoke plače, ali pa strašno nizke. Obupno nizke in Tako tukaj je v treba. delavcih v proizvodnji, Tako. ali pa In v recimo sredini J skupina je v zdravstvu, kader, ne? Da pa še kaj ki nam drugega. beži, ne? V sredini je kader izobražen, inženirji, vse niso sami inženirji, zdaj gledamo na visoko izobražen kader, ampak nam primanjkuje tudi tistih, ki imajo nekje eno srednjo izobrazbo, ker če bomo vsi visoko izobraženi, eni pa morda nič, ja nekje vmes nam nekaj zmanjka. Torej, to bo treba še verjetno zagristi. Ogromno. Jaz upam, da mu bo uspelo. Ljudje so si zapomnili prav, zato da ga bomo tudi spomnili, pa ga bomo spomnili in sindikati, pa ga bojo spomnili državljani, pa nevladne organizacije, vsi ga bomo na to spomnili, kar je rekel, in mu bomo tudi pomagali, če bo rabil pomoč, da do tega pride. Si tudi, ne vem, zdaj porazmišljaš o drastičnih dvigov benzina in dizla, ne? Tudi za regulacijo, tako kot je že pred leti bilo, ko se je odpravilo, da država nekako reče, Seveda. najvišje je lahko toliko. Normalno, ker slovenski trg je premajhen, da bi se cene tržno lahko med seboj. Ker mi smo videli, kaj se je naredili. Vsi so imeli iste cene, par centov, kaj pa to meni pomeni? Ne? To ni nič. Ne more trg uravnavati. Par centov razlike, pa posod 30 centov dražje ali pa 10. Ne? In če hočemo, da trg uravnava, mora biti trg res velik, na globalni ravni. Tukaj imamo še druge stvari, ki dvigajo te cene derivatov raznih, da se ne spuščava še v tiste, kar bi bilo lahko ceneje. Sem za regulacijo, verjamem, da jo bo uporabil, če se mu bo zdela smiselni ukrep. Dober je tudi povedal, da tudi jaz nisem za to, ne glede na to, da je bil bombonček znižanje, ali pa tudi ne bombonček v skrajni sili, v kislo jabko ugrizneno, znižanje energetskih tehle za elektriko, ja, omrežnine, ja. Za omrežnino. Ja. To je za mene strel v koleno, Ja. ker omrežnino pobiramo zato, Da se nekaj gradi. to omrežje, da se investira v omrežje. In če mi ne bomo investirali, kam bomo pa te vse elektrarne, ki jih bi radi bili zeleni, ki je tukaj tale, ko je minister infrastrukturni Vrtovec. Ja, zelena energija. Ja, seveda, če se ne bomo imeli kam preklopiti, si vzel Pa če bomo imeli vsi omrežnino. električne avtomobile, se ne moremo potem voziti, ker Nemogoče. Nemogoče, ja. Nemogoče. Tako da je kar veliko za postoriti, ne? Ogromno. Tako da Mislim, želim mu vso srečo. Vsem nam želim vso srečo pri tem, kar in bomo kakšna delali. misliš, da bo opozicija bo Konstruktivna. konstruktivna, tisto, kar je recimo zdajšnji predsednik vlade Janez Janša pričakoval od opozicije, da se bodo pogovarjali, da se bodo dogovarjali? Dvomim. Dvomiš? Zelo dvomim, da bojo. Ker še nikoli, navkljub temu, da govorijo, da so bili, še Za nikoli povezovanje. niso bili konstruktivna opozicija. In vedno bojo imeli te koprive, pa karfiole, pa trole, pa vse živo, pa iskali neke stvari za nazaj, pa neke zgodbe. Enostavno, vedno nas bojo delili, dokler jim bomo to pustili. Če jim pa ne pustimo veselja, da nas razdelijo, če se nehamo zanimati za te njihove nore TV, pa za vse ta njihova trobila, pa za njihove besede, pa da se posvečamo temu, kako spravimo Slovenijo zdaj v res v te tirnice razvoja pa blagostanja, bojo zgubili to energijo. In jaz verjamem, da jo bojo zgubili. Sam ne smemo se jim pa pustiti, ker oni se hranijo s tem energijo. No, recimo, da smo midva tudi gledalce nahranila, ne? Upajmo, S tvojimi da. besedami. Hvala ti za to, kar si povedala. Mogoče bova še kdaj kakšno rekla. Jaz verjamem, Čez nekaj da bova. mesecev, da bova videla, kako gre zdaj. Kako bo šel kako bo socialni šlo dialog. novi vladi, Tako. ki še zdaj ni prisegla
in ni kriva za to dvig derivatov in to, kar se Ja, govori. seveda, zdaj so še obstoječi. Ne? Seveda. Tako, hvala ti. Tudi tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.